Tista črna kitara, namesto koga roža cveti, od višine se zvrti, so samo nekatere od številnih znamenitih pesmi Vlada Kreslina, ki so se zapisale v zgodovino slovenske glasbe in so prava glasbena zapuščina. Sam Kreslin pa je za slovensko občinstvo prava kultna osebnost. Ima namreč preprost naravni čar in pravo karizmo ter pravi čut za glasbo. Koncerti Vlada Kreslina so namreč vedno vnaprej razprodani. Slovi tudi po tem, da je popeljal slovensko ljudsko glasbo na povsem novo raven. Pozdravljeni, gospod Vlado Kreslin, kakšno ustvarjalno leto je za vami? Ja, zdaj, mislim, izgleda, kot da zdaj obiramo, zadnji mesec dni obiramo plodove od zadnjih 2-3 let mogoče celo, ne, tako da zdaj nam je precej skupaj nareslo, ne. Ta film se zdaj okrog vrti, ki smo ga snemali 3 leta, ne, dobro, Cankar imamo zmeraj, to je ustavno. Potem eno knjigo sem izdal, vmes očetu smo izdali en CD njegov, februara že za njegov rojstni dan. Vmes smo ogromno nastopali in to je bilo kar precej. Lepo, lepo. Dejali ste, da ljudje poslušajo samo še refrene, kitic sploh ne več. Zakaj? Ja, tam sem v tem intervjuju, ki ga namigujete na njega, sem izrazil upanje, da ne bo res tako, ne. Za publiko, ki k nam prihaja, mislim, da ima tudi čas in živce za kitice, hvala Bogu, ne. Sej še zmeraj obstaja publika, ki se ji da, ne. Okej, mislim, je pa res če dalje več tega, ne, da vse je tako površno, vse je na brzino, vse je ono, samo da malo preklopimo hitro, če ni refren, že gremo drugam, ne. Mislim, ta čas nas bo res ubil, ne, ta brzina, ne. Kaj predstavljate na teh 3 koncertih v Cankarjevem domu? Ja, predstavljamo muziko iz, kaj pa je zdaj, 30 let zadnjih, ne. S tem, da imamo nekaj novega, imamo eno premiero, eno video spota, danes imamo gosti iz Irske, Mary Coughlan, imenitno pevko, imamo en kvartet, Male malice, ki se nam pridružijo, malo je bande, malo je malih bogov, kar precej zanimiva mešanca. In s kakšnimi občutki stopate v novo leto? Jo, nisem niti še razmišljal o tem, zdaj moram se prebiti do novega leta, bomo bolj videli. Pa recimo, zdaj film, kakšni so pa načrti za naslednje leto? No, nimam nobenih načrtov bistvenih. Bomo videli, kaj bo prineslo. Kaj pa kaj po svetu? Se bomo prepustili tokom. Drugo leto nimam nobenih takih načrtov. Nikaj dosti in se kar veselim tega. Še v glasbi vedno zelo uživate, to se čuti. Seveda, sem imam takšno fino ekipo, da ne moreš, da ne bi. Še 3 vaše najljubše? Ne vem, mogoče zadnje. Kaj naj ti prinesem, draga? Za karta na uro? Reka. Bodo ikonične tudi te, tako kot vaša ostala glasba. Hvala lepa in srečno. Hvala. Živa. Te dni je na sporedu tudi dokumentarni film, ki razkriva skrivnost priljubljenosti, ki jo že leta neomajno uživa.